Vitez živijo, Mojca z vami, Vitez Energy. Danes bomo pa govorili o notranjem ravnovesju. Kaj to sploh je, ali to čutiš, ali znavaš, ali deluješ v njem. Dajmo najprej pogledati, mogoče z vprašanjem. Dajte se vprašati, kaj je za vas notranje ravnovesje. Jaz bi začela, ker je to zelo meni osebno, slično ali vzporedno, ali kar skupaj gresta z roko v roki, notranji mir in notranje ravnovesje. To nekako je meni zelo slično. To pomeni, če sem v notranjem miru, sem že v nekem ravnovesju. Sicer notranji mir je kot neki delček ravnovesja, ampak smo že zelo na dobri poti. Veliko sem govorila o notranjem miru, tako da če še nisi ogledala tega videa, pojdi malce nazaj in si ga oglej. Danes pa mogoče o notranjem ravnovesju malo več. Kaj zame notranje ravnovesje sploh pomeni in dajmo reči tudi, kako v bistvu paziti na naše notranje ravnovesje. Predvsem to, ker mi v bistvu težimo celo življenje k notranjemu ravnovesju. Seveda so določeni izzivi iz zunanjih svetov, ki nam majčkeno, bom rekla, vagajo to naše notranje ravnovesje. Zato vam predlagam, da ne dramatizirate, to je prvo, ker potem niste v ravnovesju. Da problemov ne jemljete kot nekaj groznega, ker spet niste v ravnovesju, ampak enostavno vzamete problem kot izziv. Zakaj sem zdaj najprej problem dala nekako v ospredje? Zato, ker se mi zdi, da itak imamo vsi v življenju ful problemov, ampak kako v bistvu sprejmeš ta problem. To se mi zdi najbolj pomembno, ker če ga sprejmeš z neko paniko, z nekim dramatiziranjem, kaj pa zdaj, ne vem kaj, zdaj pa konec sveta, potem padeš ven iz ravnovesja. Če pa ti se notranje umiriš, to je spet ta notranji mir, ki sem ga že na začetku omenila. Torej, notranji mir je osnova za notranje ravnovesje. To pomeni, da notranji mir non-stop, vsako sekundo moraš nekako vzpostavljati v svojem energijskem polju, ne samo v telesu, ampak v svojem polju. Zato ti predlagam, da res se kar poglobiš v ta notranji mir, ker s tem potem pridobivaš tudi na notranjem ravnovesju. Zdaj, če gremo nazaj na probleme, če jaz problem vidim kot izziv, se najprej oddaljim od tega problema, zadiham, tako da vzpostavim sama s sabo notranji mir. To pomeni, da sem v notranjem miru, da grem v svoj steber in potem pogledam iz zunanje objektivne poti ali pa perspektive, bom rekla, ta problem, ki pol sploh ni več velik, pa ne vem, grozen, ampak s tem, ko se notranje umirim, dobim tudi rešitev, intuitivno seveda dobimo neko informacijo, na kakšen način se lotiti tega problema, in s tem tudi ohranjaš svoje ravnovesje. Ker te ne meče ne v eno, pa ne v drugo smer, da imaš zdaj še to pogledati. To pomeni, ravnovesje je res tista točka uravnovešenosti, da nismo ali tu dol ali pa tam gor. Kaj se zdaj s tem povem? Kaj s tem mislim?
dol, recimo mislim, da si žalostna, da si depresivna, jezna, ne vem, whatever, ne? To so pač taki bolj impulzivni občutki, ne? V minus, bomo rekla, ne? Tu gor so pa impulzivni občutki v plus, to pomeni vzhičenje, ne? Pretirano veselje, ne vem, kar nekam noriš in ne, saj si v plus občutkih, ne, ampak vseeno je to malce preveč pretirano, ne. Mi smo lahko čist uravnovešeno veselje, ne. To ne pomeni, da smo neki ful zakrčeni, ne vem kaj, ampak ti si čist iz duše, iz srca vesel lahko, ne. Ne rabiš biti zdaj neki pretirano, ne vem, v tistem veselju, ne. Mislim, jaz se kul pa vse, ampak če mi govorimo zdaj v ravnovesju, notranjem uravnovešenju samega sebe, potem v bistvu govorimo v res tistem, bom rekla, mirnem, ne, v notranjem miru in seveda čutimo tudi stvari, ampak niso pa tiste vzhičene, neke, ne, ker to je tudi stres za telo, ne, tudi to je stres za telo, krčimo telo, ne, in potem morate hoditi k meni na stretching, da mi to zdaj vse lepo sprostimo, ali pa na zvočno kopel, ali pa, ne vem, gong kopel, meditacijo, karkoli pa že, da mi to zdaj vse sprostimo, vse te občutke damo ven, oziroma čustva, ker vsako čustvo se zapiše tudi v celico, v mišico in zdaj, če je to nekaj ful zakrčeno, potem v bistvu je spet treba uravnovešati, ne, v svoje ravnovesje, da spet damo, da res smo v tistem lebdečem občutku, v sproščenem občutku, da res ni ne gor pa dol, no, po domač povedano. Nekako bi jaz to tako nekako za uvod o ravnovesju, uravnoteženju ali kakorkoli pač že bi še to imenovali, začela v bistvu s tem sploh diskutirati, ker notranje ravnovesje res ima zelo veliko plasti, ne. Jaz sem zdaj šla na čustva, potem seveda skrbimo za telo, to pomeni, da tudi uravnovešeno jemo hrano, a ne tista, ki ne, bom rekla, bremeni telesa in posledično naše energije. To pomeni, da spet jemo neko hrano, ki paše, seveda naši frekvenci, našem telesu, in da nas hrana ne meče spet gor pa dol, ne. Spet smo, če pojemo neko težko hrano, a ne, nas spet vrže tam dol, ne, ker nimamo energije, moramo hitro ležati, malo spati, ker smo utrujeni, ker čutimo težo v želodcu in ne vem še kaj vse. A ne, če ti poješ lahkotno hrano, imaš ful več energije in lahko greš, ne vem, v hrib športati, karkoli pač početi, pet, risati, dalje, ne rabiš ti zdaj kavča, zato ker si se najedla, pa nič več ne moreš, a ne. Hrana je zelo ena taka delikatna stvar, kar mogoče drugič večkrat več o njej povedala, ampak zdaj smo mi tule v ravnovesju, a ne, govorimo o ravnovesju in bi samo to pomenila, da hrana je zelo pomemben faktor tudi pri v bistvu uravnovešanju telesa in naše energije, ne. Zdaj smo pa že tukaj, kako uravnovesiti telo in pa našo energijo. To je itak vse povezano, a ne, eno z drugim, ampak če govorimo o notranjem ravnovesju, moramo oboje v eno celoto spakirati, a ne, oziroma pač ozavestiti, da je treba skrbeti in za energijo in je treba skrbeti za telo. Zdaj pa o tem sem že to govorila, a ne, na hitro bom pač povedala, ampak saj tako ali tako že skozi govorim o tem. Treba je paziti, da res skrbimo za svoje telo, seveda hrana smo ravnokar tudi sem omenila,
Potem pa je treba tudi skrbeti za svojo energijo, to pomeni misli in pa posledično čustva, ker misli misli sprožijo določena čustva. Ko prevečkrat pomisliš na določeno stvar, se že to spakira v čustva in to smo spet pol minus ali pa plus, in je spet treba to uravnovesiti. To pomeni, da gremo v eno, nevtralno točko, kjer čutimo neko lagodje, ampak da ni pretirano, oziroma da nismo v minus, da nismo brez energije in te stvari. Tako da vse skupaj je ena celota in je zelo povezano, zato je ta ravnovesje res kar zelo širok pojem, tako da zdaj v parih minutah zelo težko, strnim vse v eno, ampak jaz bi danes samo to izpostavila, da saj nekje začnemo, da je res treba ravnovesje, notranje ravnovesje, gledati na njega kot celoto. To pomeni, da moraš skrbeti tako za fizično telo, kot tudi za svoje energijsko polje. Hrana, gibanje, sprostitev. To je prvo. To pomeni sprostitev, da sprostiš svoj Tole pol že gremo na energijsko polje in seveda je pa treba čez dan tudi paziti, kakšne misli se nam nekako podijo po naši glavi, in je tudi treba majčkeno paziti potem še na naša čustva, ki pa so tudi že zasidrana v nas. In imamo kar že enega pilota, kaj čutimo vsak dan, tudi to je že, ampak to je spet tretje področje, tako da zdaj se ful odpira področji, samo da ne bom predolga, bi to temo mogoče še kdaj drugič. Skratka, da ne bom jaz predolga, bomo tule zaključili, na to temo se bom še javila, obljubam, bomo še majčkeno kakšen drug vidik notranjega ravnovesja predelovali. Vse je povezano, tako energijsko kot fizično, vse je tudi povezano z notranjim mirom, in se mi zdi, da ta notranji mir je srčika notranjega ravnovesja. Je pa še vse ostalo, ker je treba uravnovesiti tako energijski nivo, kot fizični nivo. Tako da tlele je en kup enih zadev še v ozadju, katere bom mogoče v kakšnem videu drugem še majčkeno bolj poglobila. Tako da, evo, če želite zvočno sprostitev, imate zvočne dogodke pri meni, če želite kakšno individualno svetovanje, seveda tudi dobrodošli. Vse najdete na moji spletni strani www.larvitas.si. Srčno dobrodošli, karkoli vas pokliče. Lahko se tudi subscribate na moj YouTube kanal in ste na tekočem z vsemi novicami in seveda novimi Larvitas nasveti. Do takrat, ko se spet vidimo, vas srčno pozdravljam in uživajte vsak trenutek in ohranjajte svoj notranji mir, s tem tudi svoje notranje ravnovesje. Živijo.